V redu, no, jaz sem. Kličem svojo. Povem svoj... Kaj? Kaj? Spravi se na njo. V redu, daj mi sekundo. Ne bomo ti dali sekunde. Ja boste. Kličem svojega predstavnika, PBA! Iz tistega videoposnetka tega ne bi vedeli, ampak Rebecca Sage je nagrajena policistka. To je tako strašljivo. Toda to noč se je Rebecca znašla na napačni strani zakona in v lisicah in zdaj plačuje ceno za to. Popeljala vas bom skozi vse zaplete v tej epizodi serije Female Criminals. Sem Elizabeth Milner. Začnimo. Toms River, New Jersey. Slikovita obmorska skupnost. Kraj, kjer bi lahko preživljali svoje vikende poleti. In Berkeley Township, približno 8 milj stran, je še eno predmestje blizu plaže v okrožju Ocean. Znano je po dobrih šolah in je bilo pred kratkim razglašeno za eno najboljših krajev za življenje v New Jerseyju. Naša storilka je povzročila pravi preplah v obeh skupnostih. Ena zelo slaba odločitev. Neke noči jo je stala službe in povzročila, da sta tudi dva njena sodelavca izgubila službo. Rebecca Sage je bila patruljna policistka v Toms Riverju. Leta 2016 je prisegla. Rebeccina sanja je bila nositi značko ter varovati in služiti ljudem. In ta sanja se je uresničila le eno leto potem, ko je diplomirala na univerzi Montclair State iz študija pravosodja. Na prvi pogled je Rebeccina kariera kazala, da je zvezda v vzponu, saj je prejemala pohvale za odlično opravljeno delo. Leta 2022 je Rebecca prejela nagrado razreda B, ker je stekla v gorečo hišo in varno rešila lastnico ter njene hišne ljubljenčke. To je bilo pogumno dejanje, zaradi katerega je Rebecca dobila objavo tako na spletni strani občine, kot tudi na spletni strani svoje nekdanje šole. Toda za to posebno nagrado se je pri Rebecci Sage dogajalo nekaj več. Za policijsko značko se je nekaj kuhalo in vse skupaj vodi nazaj k slabemu razhodu. To mora biti pržgano, ja, zgoraj je in ima izpad. Prav, na tak način mi je zlomila vrata. Moški, ki ste ga pravkar slišali reči, da je zgoraj in ima izpad, je Rebeckin bivši fant. Posnetek s telesne kamere policistov je zamegljen na delih, kjer so prikazane žrtve v notranjosti hiše. To je običajen postopek pred objavo posnetka javnosti. Rebeckin bivši je poklical na pomoč, ker se je pojavila s policijsko palico v roki. Ona ne živi tukaj. Tukaj živi že 2 leti in pol. Razbija stvari. Razumem. Vem, kako občutljivo je to, ampak mora ven iz moje hiše. Samo, kaj je razbila? Prejte vrata. Razbila je, vzela je palico. Kaj? Tako kot Kyle. Če bi bil to prekleti požar in ne bi imela vseh svojih stvari tukaj, in če vi vsi ne bi smeli biti tukaj, pokličem svojo mamo takoj zatem. Zakaj? Zaradi poškodovanja tuje stvari? Ja. Torej, poškodovanje tuje stvari ni veljeno. Veš, to je celoten dogodek. Čakaj, kličem najprej. Nehaj, prosim, nehaj. Ampak s tem daješ veliko prostora, da greš na veliko. Trenutno ste snemani. Ne, šli bomo, ko dobim vse svoje. To je cool, da to obvladam. Veš, že je tako. V redu, pokličem svoj sindikat. Veš kaj? Dobivam svojo S. Kaj? Kaj? Označijo na obrazu. V redu, počakaj trenutek. Ne bomo ti dali, da boš. Kličem svoj sindikat. Ni mi mar, ne vem, koga kličeš. Kaj za vlaga delaš? Kaj delaš? Se hecaš z mano? Se hecaš z mano? Ne upiram se, samo hecaš se. Izgrabiš me za vrat. Spusti me. Da je. Casual. Rebecca, samo zadihaj in se ustavi. V redu sem, samo svojega predstavnika PBA sem klicala. Daj mi moj telefon, da lahko pokličem svojo mamo. Ne, zdaj mi lahko da moj telefon. Vzemi obrazac za nasilje v družini. Poglejmo si srečanje iz drugega zornega kota in iz kamere na telesu druge policistke. Rebecca. Rebecca, tega zdaj ne bom počela. Si, še.
Vso svojo jezo stresam nate. Ampak ustavi se za trenutek. Ne, pobiram vse svoje stvari. Rebeka. Ustavi se za trenutek. To je prekleto smešno, Kyle. Tukaj imam omaro polno oblačil. Imam vse svoje. Preklete stvari. Mislila sem si, no ona bo novi pes mojemu psu. Tako da bo ona to naredila v preklem. Zdaj bomo nehali kričati. O, Blej! Vse moje stvari! Blej! Hočeš videti? Vse moje stvari! Vse moje stvari! Moje stvari. Moje stvari. Rebeka, Ni mi mar, potrebujem svoj telefon. Poklicala bom svojo predstavnico PBA. hej, no, tukaj je problem. Ostani tukaj, zgoraj. Rebeka, ne, nisi. Rebeka. Rebeka. Nehaj, grem do svojega avta. Yes. Lahko vstopim? Ja, gledaš ga dobro. Ona hodi spredaj. Nismo prsti. Ona ne odhaja. Pazi. Ona ne odhaja. Ona vzema svoj telefon. Ja, prosti. Rebeka. Ja, ne, slišim te. Rebeka, no, ostani tukaj za minuto. Naredi mi uslugo in me samo ustavi. Kličem svojega brata. Takoj moraš priti sen. Ker sem pravkar popolnoma znorela. No, pravkar sem mu razbila vhodna vrata. Rebeka Sage ima zdaj velik problem. Na posnetku je priznala, da je znorela in razbila vhodna vrata svojega bivšega fanta. In niti za sekundo ne mislite, da policist, ki je prišel na kraj dogodka, tega ni opazil. Takoj moraš priti sem. Ker sem preprosto znorela. No, pravkar sem mu razbila vhodna vrata. Razbila sem vhodna vrata. Oh, tukaj je. Poslušala bom, nisem problem, če ne bi bil prekleti lažnivec in če ne bi imel vseh mojih stvari tukaj in mojega psa, ne bi imeli problema. Zdaj bom poklicala svojo mamo. Ni mar. Teretirani. Zakaj? Poškodovanje tuje lastnine? Ja, in to, da ste jih razbili. Poškodovanje tuje lastnine ni kaznivo dejanje, za katerega bi te lahko aretirali. Počakaj, najprej ključem stop, prosim nehaj. Otežuješ mi življenje. Mora biti tako. Rebeka. Ne, šli bomo, ko bom imela vse svoje stvari. Veš, da si boljši od tega. V redu, poklicala bom PBA. Veš, da ni stereotipov. Rebeka, zdaj ostani zunaj. Jemem tvoje stvari. Kaj? Kaj? Daj mi sekundo. Ne bomo ti dali niti sekunde. Ja, boste, kličem svojega PBA-ja. Ne vem, kdo si. Kaj za vraga počneš? Kaj delaš? Se upiraš? Nehaj se upirati. Se šališ? Nehaj se upirati. Nehaj. Ne upiram se. Samo skrbite in me zgrabiš za vrat. Pusti me. In te zgrabim za vrat. Da je. Zgrabil te je za roko. Pomiri se. Kao. Rebeka, snan zadihaj. Ti no se on je? Nisem, v redu sem. Samo klicala sem svojega predstavnika PBA. Daj mi mojega, da lahko pokličem svojo mamo. Lahko jo pokličete na postaji. Ne, zdaj mi lahko daš moj telefon. Vzemi obrazec za nasilje v družini. Ja. Hočem svojega psa. Hočem svojega psa. Kaj je? Hočem svojega psa. Kajle, umakni se. Rebeka, nehaj. Bodi pametna. Ne, želim svoj. Sina. Okay. Stopnujem. Gremo.
Kaj? Naslednja bo tvoja hiša. Pošit ven iz natajanja, prav. Vzemi moj avto. Vsaj moji lasje so lepi, Sam. Vzemi jih. V redu. Ali želi kdo drug vzeti rolko? Ali se želi kdo srečati z mano nazaj na postaji? Bom preveril, če je še kaj drugega. Bom preveril, če je to vse, kar potrebuje. V redu, torej tudi jaz patroliram. To ni način, kako običajno končam. Ampak imam tvoj telefon. Ali potrebuješ še kaj drugega? Potrebujem nekoga, da mi odstrani avto z tega mesta. In skupaj z avtom potrebujem tudi svojega psa. In verjetno je najboljša oseba, ki jo lahko pokličem, moj brat ali moja sestra. Samo prenesla bom. Moja mama bi morda lahko vzela mojega psa, ampak se me je poskušala poklicati, a takrat se je Brian odločil, da me bo grobo prijel, ko sem poskušala poklicati svojo mamo. Ja, to je v redu. Vem, kako to gre. Medtem ko se policist pripravlja, da bo svojo sodelavko Rebeko odpeljal na policijsko postajo, ta ne neha govoriti. Mislim, to ni kot... Ne vem, koliko ta vrata stane. Počakaj, ali potrebuješ mojo denarnico? Ali imaš svojo denarnico pri sebi? Verjetno potrebuješ svojo denarnico. Pa ne. Torej, na voznikovi strani je črna torbica, ne na sovoznikovi strani. Veš, kaj mislim? Sarge? Lahko kdo vzame njeno torbico. V njenem avtu je torbica z njeno denarnico. Je to to? Samo reči hočem ja. Ja, to je to. Hvala. Tudi tvoj telefon bom vrgel tja noter. A ti je v redu, ker sem si prerezala roko? Če bi lahko sam nekako to uredili? Ja, povedal bom osebi za prvo pomoč. Sčasoma Rebeka in policist prispeta na policijsko postajo. Do takrat je očitno bolj mirna in po telefonu govori z nekom. Samo pridi sem. Razložila bom. Samo zdaj si pod mojim nadzorom. Torej, pravkar ne pripeljejo noter. Kao? Ne. Nima medicinske sobe, ampak potrebujem, da pride sem, ker običajni policist... V moji stari hiši je grobo ravnal z menoj, me skoraj zadavil. Kako misliš, da ste si to izmislili? Je na klopi. Ta klop. Yeah. Takoj zatem bom posodal govori za trenutek. Samo potrebujem tebe ali nekoga tukaj. Poklicala bom Ryana, če ga bom morala, ampak res potrebujem nekoga tukaj. Ja, ne, ves čas sem lahko popolnoma v redu z njimi, sem čisto sproščena. Poskusila sem poklicati mamo, ampak takrat so me začeli grobo obravnavati. Zato sem morala prekiniti klic. Poklicala sem tudi svojega brata. Moj brat trenutno ni preveč zadovoljen z mano, ampak ne vem, ali namerava priti sem ali ne. Medtem ko govoriš, slecimo enega od teh plaščev. Ne, karkoli moraš narediti. Samo povej mi, kaj moraš narediti. Prav. Pojdi, samo naredi vse, veš, kaj moraš narediti, samo naredi vse. Ne, vem. Bila sem tam samo zato, da vzamem svoje in sem izvedela.
Vse ti bom razložila, ko bo nekdo prišel sem. Na klop bom dal lisice, ki niso prave lisice. Iskreno, res ne bom ničesar naredila, dobesedno bom samo sedela tukaj. Ja, ne. Samo, ja. Jaz samo nekoga potrebujem tukaj. Nekateri deli posnetka znotraj policijske postaje so zamegljeni, vendar Rebecca Sage zdaj ve, da je v velikih težavah. Poslušajte naslednji del. Zagotovo bom dobila odpoved. Ha? Ne, moral bi biti v redu. Ali moj las je izgleda sproščeno? Odlično. Rebecca Sage ve, da je njena kariera policistke na kocki in zato je kriva samo ona. Rebecca ostane čez noč na policijski postaji in resničnost dogajanja se ji počasi začne usedati. Kdo si sam nadene lisice? Telesne kamere na koncu posnamejo njen del pogovora z mamo in Rebecca je vznemirjena. Kaj se dogaja? Ali prihaja sem? A kaj potem? Vsekakor gremo v galerijo. Ne, mami, ne moram iti noter. Kakorkoli moram iti noter, da me evidentirajo. A ne greš tja nocoj. Še vedno sem v Berkeleyju. Ne, mami. Ne morem tega narediti. Nihče si nikoli ne želi iti v zapor, še posebej pa ne policistka. Zato še naprej joka svoji mami. Ne morem, mami. Oni naj bi me ves čas gostili. Torej, očitno danes zvečer ne grem tja. Torej, obstaja možnost, da lahko še vedno odidem nocoj. Trenutno ni nobenega sodnika. Nikjer. Zdi se, da si Rebecca želi, da bi ji sodnik določil varščino, da bi jo lahko plačala in šla domov. A to ni mogoče. Zadnjič se pogovori z mamo, preden jo odpeljejo v zapor. Upam, da danes. Upam, da nocoj. Ne bomo te več zadrževali. Mahajo mi. Ljubim te. Samo moj prsten. Dal sem ga v torbo zate. Prosim, stopite ven. Pojdite po tej poti. Prosim, res imam dovolj kot maščobe. To je tako strašijo. Je malo tesno? V redu, zmoren. Naj sam še dvojno zaklenem, v redu. Ja, imam samo umešna zapestja. Svojo sem zgubil. V redu, Rebecca, prosim, stopite nazaj sem. Sedi tam, jaz bom šel na drugo stran baklija. Imam veliko več kot to. Informate. Rebecca Sage je obtožena vloma, poškodovanja tuje stvari in lahkega napada. Takoj je izpuščena. Tožilec okrožja Ocean pravi, da je to zaradi reforme varščin v New Jerseyju. Ko minevajo meseci, prihaja na dan več informacij o incidentu v hiši Rebeckinega bivšega fanta. In tukaj zgodba dobi nepričakovan preobrat. Rebeckin bivši fant in ženska, s katero hodi, sta vložila civilno tožbo proti Rebecki Sage, policiji Toms River in policiji Berkeley Township, pri čemer trdita, da sta dispečer in policist tisto noč, ko je Rebecca vdrla v hišo, z njo sodelovala v zaroti. Tožba navaja, citiram, v noči incidenta sta bila gospod Ciarello in njegova punca, tožnica Briona Grakowski, v hiši gospoda Ciarella, ko je označeno vozilo policije Berkeley dvakrat peljalo mimo hiše. Prvič približno ob približno 10:58 zvečer in nato ponovno ob 11 zvečer. Označeno vozilo policije Berkeley je mogoče zlahka prepoznati na pametnem kamerah gospoda Ciarella. Tožba navaja, da je bil policist iz Berkeleyja Kyle Hahn in da je prijatelj Rebece. Slišali ste, da je nagovorila po imenu na posnetku telesne kamere. To je smešno, Kyle.
Tožba trdi, da se je Kyle peljal mimo hiše, da bi dobil registrsko številko avtomobila zunaj, nato pa je posredoval Rebeci, ki je s pomočjo dispečerke policije Toms River preverila registrsko številko, da bi ugotovila, komu pripada. Te obtožbe so precej zaskrbljujoče. Žrtve tožijo za odškodnino in trdijo, da sta dispečerka in policist Hun omogočila Rebeci, da je vdrla v hišo svojega bivšega in napadla njega ter njegovo dekle. Medtem je novembra 2025 Rebecca Sage priznala krivdo za vse kazenske obtožbe. Tožilci so zahtevali, da odsluži 180 dni zapora. Na izreku kazni za Rebeko je njen odvetnik prosil za prizanesljivost. In žal se leta 2025 zaradi neke osebne travme, zaradi stresa, ki ga je imela pri svojem delu in zaradi težav v njenem odnosu vse skupaj združila. In žal je 25. aprila lani naredila nekaj, kar ni bilo v njeni naravi. Nekaj, kar je bilo narobe in nekaj, kar je celo prizadelo nekoga. A to ne spremeni tega, kakšna oseba je ona. To dodatno dokazuje tudi to, kar je naredila od takrat naprej. Zaključila je bolnišnično zdravljenje. Zaključila je tudi ambulantno zdravljenje holik terapevtov. Dela na teh težavah, ki jih ima, kar ji bo pomagalo, da nikoli več ne bo pred tem ali katerimkoli drugim sodiščem vaša čast. Prav tako je izpolnjevala zahteve programa za obvladovanje jeze in službe za nadzor pred sojenjem. Torej, vaša čast. Do tega trenutka je preživela 5 dni v zaporu. Prosimo vas, vaša čast, da ugotovite, da je to zanjo zadostna kazen. Izgubila je svojo kariero v organih pregona, ki jo je imela vse, odkar je končala fakulteto in za katero je delala kot odrasla oseba. Izgubila je celo možnost, da bi uporabila svoje veščine. In kot je vaša čast omenila že v njeni priznanju krivde, ne more biti niti prostovoljna reševalka iz vode, čeprav je večkrat reševala življenja s pomočjo oživljanja, podvez in podobnih stvari. In se spomnite trditev v tožbi o policistu iz Berkeleyja in dispečerju? Tožilec njuno vpletenost omeni na naroku za izrek kazni. Kot nekdo, ki mu je zaupana odgovornost, da ljudem pod zakonitimi pogoji odvzame svobodo. Ki mora biti tam v času potrebe, so dejanja tega obtoženca tisto noč popolno nasprotje tega, kar bi moral storiti policist. To ni bila odločitev v denčku sekunde. Ta obtoženka se ni le vpletla, ni se le vključila, ampak je to storila skozi daljše časovno obdobje. Tisto noč je pokazala, da je namerno storila, kar je storila. In je to tudi hotela storiti, ko je vlomila v dom te žrtve. Poskušali so objedati film. To je bilo vse, kar so počeli. Bili so popolnoma brez skrbi. In potem jim je bil večer prekinjen. Strani nekoga, ki je uporabil svojo službeno policijsko palico. Da je vdrl noter in odprl vhodna vrata, ker ji ni bilo dovoljeno vstopiti. In ni vpletla samo sebe, ampak je pripeljala še 2 osebi, ki tega nista želeli, ki nista želeli medijske pozornosti, ki nista želeli, da bi bil njun dom kršen, kar je po mojem mnenju doslej. Je bila ena najhujših kršitev, ki jih lahko doživi katerakoli oseba v Združenih državah Amerike. Ker če nismo varni v lastnih domovih, kje smo potem varni, sodnik? Torej, ne le, da mora imeti to, sodišče mora to upoštevati, ampak ta obtoženec je pustil sled uničenja tudi med drugimi člani organov pregona. Drug policist je izgubil službo in ne iščem izgovorov, moral bi jo izgubiti. Dispečer je izgubil službo, ne iščem izgovorov, moral bi jo izgubiti. Ta obtoženec jih je prav tako vpletel. In to je storila zavestno, storila je to, ker je bila policistka in to je izkoristila. Kot del razloga, zakaj je lahko dobila dodatne. Vpletene osebe, pri tem bom ostal sodnik. Uporabljate službeno palico, da poškodujete vozilo, na to vhodna vrata in na to vstopite v stavbo, kjer sta 2 osebi preprosto gledali film. Na koncu sodnik Guy Ryan odloči, da Rebecca Sage ne gre v zapor. Obtoženka v takem položaju bi morala vedeti bolje. Mislim, če lahko greš skozi postopek, da postaneš policist, in mislim, da vsi prepoznamo, naprimer, da občina Toms River ni majhen oddelek z nekaj policisti, ni lahko dobiti zaposlitve tam. To je zelo konkurenčen postopek in tam uspešno delaš 10 let. Moral bi vedeti bolje.
Če si policist, ki zna deeskalirati situacije in kot kažejo številni dokazi in pohvale, si to že večkrat storil, bi moral vedeti, da te situacije ne bi smel reševati pozno po noči v temi, ampak morda naslednji dan. In veliko sočutja je bilo izraženega glede tega, da je bil v hiši pes, ki je, mislim, pripadal obema osebama. In vsak od njiju je psa videl kot svojega. Morda so bile v hiši še nekatere stvari gospe Sejč, vendar to ni pravi način, da jih dobiš nazaj. Kljub temu pa se vprašam, kaj bi storil, če bi bil to katerikoli drug obtoženec brez kazenske evidence. 14 let odraslega življenja, v katerem je živel pošteno in je bil obsojen za prekrške, kjer velja domneva, da ne bo zapora. Bi tej osebi dal 180 dni in odgovor je ne, ne bi. Sodnica Ryan ji izreče 3-letno pogojno kazen in odredi, da mora žrtvam povrniti škodo, ki jo je povzročila. Prav tako se mora udeleževati nadaljnjega zdravljenja na področju duševnega zdravja. To je vse za to epizodo. Sem Elizabeth Milner. Se vidimo naslednjič tukaj z novo zločinko.